Pozdravljeni v športnem pogledu na spletni strani delo.si. Tokrat izjemoma v sredo zaradi recimo tega nogometnih izjemnih razmer. Dve reprezentančni tekmi sta za nami. Slovenija igrala z Anglijo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, potem prijateljska s Kolumbijo, 2 poraza. Kaj praviš, Jernej? Najbolj pričakovano glede na to, s kom smo igrali. Ja, sigurno je pričakovan. Karkoli bi bilo več, bi bilo presenečenje na nek način. Je pa vsak poraz oziroma vsaka tekma nosi svojo zgodbo. Prva je bila za točke. Smo že videli, da smo bili blizu, pa v bistvu daleč presenečenja. Druga je bila prijateljska, kjer je bil motiv igranja tekme drugačen. Na prvi se ni šlo, jaz mislim, da na drugi se je bolj, ker je bilo vendarle pomembno bolj, da se kaj vidi nekaj alternativnega, kakšno dodatno rešitev, in verjamem, da je bilo temu tako. Dve povsem drugačni tekmi, kot si rekel, tudi dve povsem drugačni postavi. Nekaterim je šlo nos to, da smo pač nekako, vsaj z imeni, podcenili Kolumbice. Kolumbici so prišli s prvo postavo, ki je blestila na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Mi smo igrali z reprezentanco B. Je to pravšna poteza Katanca? Po moje da, če hočeš kaj novega videti, moraš probati z novimi imeni. Drugač bi težko kaj novega videl, tudi psihološko je verjetno bi bilo skoraj nemogoče ustrezno motivirati fante, mislim, tudi nehvaležno. Tudi nefair bi bilo od njih to pričakovati potem, ko se ti motiviraš za eno tako tekmo, kot je gostovanje na Wembleyju, da potem čez 3 dni igraš pa neko, v narekovajih, samo prijateljsko tekmo, to je težko v športu in bi bilo dosti redko. Prijateljska tekma pred neko tekmo, ki pomeni nekaj bolj pogosta, ta je pa služila samo temu, da se nekaj novega vidi. Kolumbici pa tudi so imeli pač drugačne motive spet, ne. So pač obe tekmi, in to našo in tisto prej v Londonu, igrali za to, da nekaj vidijo, ne, in so prišli z najmočnejšo postavo. Jaz mislim, da tudi Falcao, ki je manjkal, da tej, ki so igrali namesto njega, niso nič slabši, ne, in Martinez, in recimo na klopi je bil Baka, ki sploh ni igral, ki je prav tako sijajen napadalec. Smo videli tudi, ko je Maribor igral, vse se vidijo. Tako da Kolumbija ima vrhunsko reprezentanco in vrhunsko klop. To ni bilo nobene dileme. No, pa če primerjava predstavi recimo reprezentance A proti Angliji in reprezentance B proti Kolumbiji, zdelo se je, da je v Stožicah bilo precej bolj energično, živahno, no, razumljivo tudi bolj sproščena, ker je bila prijateljska tekma. Kaj bi rekel, kakšen je, kdo se je izkazal, kdo se ni? Za Anglijo je težko reči, ker se mi zdi, da je bilo nekako kolektivno. Smo padali v drugem polčasu in je težko izpostaviti koga, ki bi se izkazal ali pa se ni, ne. Tako da tam se tudi nekaj ni šlo, pač neki detajli po prejetem golu pa tako naprej, pač je bila specifična tekma, pa zaslužena zmaga Anglije, to nedvomno. Proti Kolumbiji bi pa lahko mogoče izpostavil neke igralce na bočnih položajih, ki so se nekako upali malo več. Tako na desni strani kot na levi so bili, ne vem, Stojanovič, Milec, Struna je tudi neverjetno živo deloval. Do Rotmana, ne vem, Berič, to so vsi nekako, bom rekel, upravičili zaupanje. Je pa res, da je nehvaležno ocenjevati, ker nikoli ne veš, a si bil ti toliko dober ali je bil tekmec nemotiviran, ne? Ker v nogometu obstaja neko nepisano pravilo, da igraš toliko, kot ti dovolj tekmec, ne? To je vedno tako. Zdaj, jaz verjamem oziroma upam, da je bil to prvi primer in da so Kolumbijci igrali zares. Na neke poteze, na neke drobne akcije, recimo konkretno Rodrigueza, ne? Po teh akcijah bi lahko slutil, da so igrali zares, ker so fantje kar imeli drseče štarte, imeli so ostre faule, imeli so hitre šprinte, tako da jaz verjamem, da Kolumbijci so bili motivirani. No, gledalci v Stožicah so nedvomno uživali. To je bila sicer zadnja tekma v tem letu za reprezentanco. Leto je bilo precej burno, recimo precej opozicije selektorju Katancu je bilo čutiti. Tudi selektor deluje nekako že skoraj vdano v usodo. Kaj se dogaja v ozadju, kako naprej? Je ta reprezentanca trdna, da bo šla na Evropsko prvenstvo? Zdaj težko reči, dejansko se nahajamo nekako na razpotju. Večji del javnosti zahteva, ali pa lep del javnosti zahteva neke pomladitve, neke radikalne reze.
ki pa, mislim, ki so vedno so možni, ne taki rezi, ampak potem moraš tudi vedno vedeti, kaj to za sabo prinaša. Ne. Neko pravilo je, da s starimi delaš rezultat, z mladimi pa igro in najprej se moramo vprašati, kaj hočemo. Ne. To je vedno tako. In zdaj lahko ti režeš, menjaš, pomladiš, zamenjaš cel rod, ampak potem bo to težko. Ne. Potem bo težko tudi teh 6 točk nadgraditi v naslednjih tekmah. Tako da neka kombinacija bo verjetno bi bila najbolj optimalna. Ne. In po mojem, da bo nekaj takega. Selektorja pa tudi na nek način razumem, enostavno se on ne strinja z mnenjem, da bi mogla Slovenija enakovredno igrati z reprezentancami, s katerimi je letos igrala. Ne. To so bile, mislim, da se ne ponavljam, to so bile reprezentance, ki so bile izjemno močne. In na mundialu in zdaj, in mi smo igrali 6 tekem neverjetno močnih, to so še enkrat Alžirija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Anglija, Švica, to so reprezentance, s katerimi se mi ne moramo primerjati po nobenem merilu. Edini kiks, ki je bil verjetno v Talinu, to ja. Drugo pa je težko reči, da je bil neuspeh. Pa misliš, da je Katanec preveč občutljiv na kritike in na dogajanje v ozadju? Vsak selektor na svetu mora imeti debelo kožo. Točno. Jaz mislim, da bi lahko bil preveč občutljiv, ampak na nek način je to selektorski del selektorja. Ne? Zdaj, če pogledamo soseščino, kjer so razmere nogometne na nekih 3 razredih više, je isto. Ne? Conte, italijanski selektor Antonio Conte, na nek način preživlja isto stvar kot Katanec tukaj. Ne? Tam zdaj to je težko opisati, kako recimo nemočna lahko doma Italija proti eni Hrvaški. Ne? Tam javnost to tudi ni razumela, ne? Ampak ko pa pogledaš, kje kdo igra, za kakšen denar in kakšna leta imajo v povprečju tej reprezentanci, je bilo pa logično, da Italija proti Hrvaški ne more biti favorit. Je pa to seveda navijačem težko razumeti, ampak to je pač nogomet. Imaš cikle, enkrat si ti favorit, enkrat ne, ampak zdaj Italija težko favorit proti komorkoli, ki nekaj pomeni na svetu. Ne. Mogoče bo pa že malo drugačne. In tukaj je verjetno podobna zgodba, saj iz tega psihološkega zornega kota. Ne vem, kako misliš, da bo Slovenija mogoče sploh napovedati, v kakšni podobi bo igrala naslednje tekme v pomladanskem delu sezone s Katancem na klopi, s kom drugim, s katerimi igralci? Oba odgovora sta izjemno nehvaležna. Jaz verjamem, da velikih rezov ne bo, ne na klopi, ne na igrišču in da bo šlo to naprej, ker to bi bila tudi najbolj razumna odločitev. Ne nazadnje Slovenija, ne da si ne more privoščiti, ampak ne bi bilo dobrodošlo, da bi izpustila še en velik turnir. No. Z nekimi rezi in pomladitvami bi bila pa zelo blizu temu, da izpusti. Jernej, hvala za to analizo. Nasvidenje. Dio.